Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. V celjski bolnišnici so se odzvali na ugotovitve sistemskega nadzora zamenjave identitete dveh bolnikov. Podjetje Piše gostinstvo ne bo več najemnik na Celjski koči. V Rogaški Slatini bodo v letu izzivov dokončali najvišji razgledni stolp v državi. Rokometašice bodo s tekmami 9. kroga nadaljevale državno prvenstvo. Sistemski nadzor septembrske zamenjave identitete dveh bolnikov, ki ga je opravilo Ministrstvo za zdravje, je pokazal, da je zelo verjetno, da je do zamenjave identitete prišlo v triaži urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje. Po mnenju komisije obstaja skoraj ničelna možnost, da bi se napaka zgodila pri identifikaciji bolnikov v Trubarjevem domu upokojencev in o predaji reševalcema zdravstvenega doma Sevnica. Vodstvo Splošne bolnišnice Celje je v odzivu na ugotovitve zapisalo, da je tudi sistemski nadzor ugotovil, da je do zamenjave identitete dveh pacientov prišlo v prostorih triaže urgentnega centra Celje, pri čemer so nadzorniki ugotavljali, da je temu najverjetneje pripomogel predhodni administrativni vpis obeh pacientov, ki je bil zaporedno obrnjen glede na sam potek obravnave posameznega pacienta v triažnem prostoru. Po njihovi oceni je napaka nastala v procesu predaje pacienta, neposrednega storilca napake pa tudi ta nadzor ni definiral. V bolnišnici so poročilo komisije preučili in sprejeli vsa njena priporočila in ukrepe. Podjetje Piše gostinstvo ne bo več najemnik Celjske koče. Čeprav je podjetje pogodbo o najemu podpisalo sredi lanskega leta in Celjsko kočo prevzelo junija lani, so po pol leta kljub velikim načrtom ugotovili, da se pri poslovanju srečujejo s številnimi težavami, ki jim ne omogočajo več normalnega poslovanja. Največ težav imajo s pridobivanjem delovne sile, saj na trgu ni kuharjev in natakarjev, ki bi jih lahko zaposlili, hkrati pa problem vidijo v konceptu Celjske koče, ki bi ga bilo potrebno v prihodnosti v celoti spremeniti. Prav tako je nujna celovita prenova Celjske koče, še dodaja Peter Pišek. Kdo bo novi najemnik, zaenkrat še ni znano, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi družba ZPO kmalu že objavila nov razpis, s katerim bodo iskali novega najemnika. V občini Rogaška Slatina bodo letos zaključili eno večjih naložb v turistično infrastrukturo. Do konca leta naj bi namreč zgradili in odprli najvišji razgledni stolp v državi. Ta bo omogočal razgled na Rogaško Slatino in okolico iz višine okoli 100 metrov. Sicer pa ob vsesplošnih podražitvah pričakujejo leto izzivov. Izziv bo dokončati vsaj te glavne tri projekte. V mislih imam razgledni stolp Kristal, daljinske kolesarske povezave iz vstopa v Rogaško Slatino proti Podplatu oziroma sosednjim občinam in še tretji projekt se prav tako nanaša na cestno infrastrukturo, dokončati četrto etapo izgradnje nove ceste dolžini 2 km iz obvoznice proti krajevni skupnosti Sveti Florjan. V programu za nov, tokrat že 8. mandat slatinskega župana Branka Kidriča je kar nekaj projektov, ki jih želijo realizirati. Precej jih je povezanih z bogatenjem ponudbe tako za občane kot turiste. Prvo leto mandata je običajno, da več denarja in pozornosti namenimo pristopu k izdelavi prostorskih aktov in pa proučitvi izvedljivosti nekaterih vsebin, ki smo si jih zadali v 4-letni mandat skozi program. V mislih jih imam predvsem arena Janina pod Smučiščem, pa kopališče Rogaška Slatina, razne športne površine za različne obiskovalce in tako dalje. In vse to načrtujemo tudi v proračunu 2023, ki verjamem, da ga bomo v začetku januarja tudi sprejeli. Na poslovanje občine bodo vplivali tudi podražitve, zlasti na področju energentov. Pomemben sestavni del vsakega posameznika, kot tudi inštitucije, kot je občina in javnih zavodov, bo sovpadanje ali pa spopadanje z dvigom energentov. Tako v gospodinjstvih, kot sem dejal, tudi pri obvladovanju stroškov na nivoju občine. Nekaj teh aktivnosti smo že bili primorani narediti, pokazalo pa se je že sedaj za prihodnje leto, da moramo
predvsem zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za javne zavode, katerih soustanoviteljica ali ustanoviteljica je občina. Seveda posledično pa to pomeni, da bo nekoliko manj sredstev za investicije, zato pa bo potrebno narediti večji napor za zopet pridobivanje dodatnih sredstev, ukolikor bodo posamezna ministrstva to seveda omogočala skozi javne razpise. Tako tudi v letošnjem letu računajo na podporo države pri različnih projektih, a bo več znanega v prihodnjih mesecih. Najprej moramo počakati, katero področje bo pod katero ministrstvo spadalo, glede na to, da so predvidene spremembe, in ko bo to znano, bomo šele lahko uvideli, kateri razpisi bodo dejansko že objavljeni, recimo v prvi polovici prihodnjega leta, ki so najavljeni, in potem bomo lahko tudi iskali nove priložnosti za dodatna sredstva. Po predlogu proračuna, ki so ga svetniki že sprejeli v prvem branju, v minulih dneh pa je bil v javni obravnavi, bodo za letošnje leto prihodki občine znašali 15 milijonov evrov. Celjsko pravljično deželo je letos obiskalo več kot 18 tisoč obiskovalcev, s čimer so organizatorji zelo zadovoljni. Gre za edinstven projekt, ki ga v Celju pod vodstvom Vladimire Skale pripravljajo že 23 let. Mi v bistvu vsako leto pripravimo novosti, zato ker gre čisto za nov avtorski koncept, se pravi čisto nove zgodbe, avtorski koncept, nove izvajalce, animatorje, vedno pa povabimo recimo kot Vlakovne vile ali pa te posameznike, ki so bili res izjemni v tem smislu izvajanja. Potem recimo že samo to, ko mene vedno reče na tisku, kaj pa je na novo, ne? Včasih je tradicija velika prednost, zakaj? Da ti zagotoviš obisk koči, da imaš ustrezne kočijaže, da imaš ustrezni vilinski izbor, da so ustrezne zgodbe, da imaš ustrezno audio podporo. Naprimer, velikokrat se zelo veliko govori o glasbi, ampak glasba je zelo, zelo pomembna, ampak je seveda to odprto zunanje prizorišče slovenske izvajalce, si želimo mi slovenske izvajalce, in seveda to je ciljna publika, naprimer 5, 6, 7 let, in ti je v interesu, da znajo otroci tudi peti zraven. To je ta namen, pa tudi ni toliko rajanja, ampak ker je to odprto prizorišče, je na nek način želja, se pokaže. Mi smo letos ravno rekli, ker največji kompliment je projektu, če imaš ti obisk 25. in 26. zjutraj, to mi ves čas ustrajamo in mi kdo reče, pa daj nehi, no za Božič, pa to. Ampak takrat pridejo starši ven in moram reči, da so letos res ta nova generacija staršev se je znala iti, so v bistvu razumejo to kot neko dodano vrednost, pa ni drugega, samo otroka pustiš, da si on vzame sam, kar si želi, ali teka, ali posluša. Velikokrat mi potem reče animator, a ste videla, koliko so tam drezali, ko je poslušal, otrok pravljico, starš ga pa v zadnji, dej bomo šla, ali bi to, ali ono, Se mi zdi, da je to privilegij za najmlajše in morda je projekt ravno zaradi tega tako uspešen, ker vedno služi otrokom, Se pravi, mi služimo najmlajšim, se pravi obiskovalcem. Kot so sporočili iz občine Laško, se je v 77. letu poslovil nekdanji laški župan Jože Rajh. Rajh je občino Laško vodil 2 mandata. Prvič je bil izvoljen leta 1998, svojo župansko kariero pa je zaključil leta 2006. Bil je tudi eden izmed pobudnikov ustanovitve Hiše generacij in Šmocla. Dokler mu je zdravje dopuščalo, se je aktivno družbeno udejstvoval, bil je član ali podpornik več društev. Med drugim je bil tudi predsednik Gasilske zveze Laško. S tekmami 9. kroga državnega prvenstva se bo ta teden nadaljevalo državno prvenstvo za rokometašice. Igralke ženskega rokometnega kluba z dežele bodo v 9. krogu v nedeljo 8. januarja v lokalnem obračunu gostovale v Velenju. Prvo domačo tekmo v letu 2023 bodo Celjanke odigrale v sredo 11. januarja, ko bodo v dvorani Golovec gostile ekipo Krima Mercatorja iz Ljubljane. Celjanke so prvi del državnega prvenstva zaključile na 3. mestu, potem ko so na 8 tekmah zabeležile 5 zmag, en neodločen izid ter doživele 2 poraza. Pred Mesninkami sta trenutno uvrščeni ekipi Mlinotesta in Krima. Ajdovke imajo na 2. mestu 3 točke prednosti pred Celjankami, za vodilnim Krimom pa Celjanke trenutno zaostajajo za 5 točk. Rokometašice Velenja so trenutno na 4. mestu prvenstvene lestvice, na dosedanjih 8 tekmah pa so po 4-krat zmagale in izgubile.
Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, lahko tudi megleno. Ponekod bo padla kakšna kaplja dežja. Drugod bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -2 do 2, drugod od 2 do 8, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno in po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megleno. V soboto bo v vzhodni in severni Sloveniji sončno, drugod pretežno oblačno. Ponekod na zahodu bodo rahle padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten večer in nasvidenje.